ker sem bil ta prvi poklican, sem se kar javil, tako da bom prej zaključil, da mi ne bom imel predolgo treme. Gospe in gospodje, najprej vas lepo pozdravljam v imenu lokalne akcijske skupine Barje z zaledjem. Vesel sem, da ste si vzeli toliko dragocenega časa, da se bomo danes podružili pod dežnikom parlamenta, pa verjamem, da bo ta parlament bistveno drugačno luč vrgel na cele rezultate kot pa parlament, ki ga poznamo iz vsakdanjika, iz medijev. In resnično verjamem, da bomo toliko sposobni in pogumni, da bomo začrtali tudi kakšen pogumen in odločen korak v prihodnost, da bomo z našimi odločanji in debatami, razpravami dali kakšen temelj, da se bo kje tudi pri naših birokratskih ovirah zadeva sprostila, da bomo znali na našem podeželju skupaj z odločevalci in soglasodajalci kvalitetno nekako oblikovati prostor, da bo simpatičen za naše potomce in bomo resnično tisti, ki bomo mogoče od danes naprej zgradili še boljše temelje za prihodnost. Ker vemo, da se vse vrti okrog denarja, okrog sredstev, bo tukaj sigurno izziv za naše pogajalce nekje izven naših meja, da nam poskušajo zagotoviti tudi za to področje prepotrebna sredstva, ki jih je vedno premalo. In že tukaj je mogoče izziv, da poskušamo najti eno tako mašnico na temu paketu, kjer bi lahko naša prizadevanja za boljše podeželje zapakirali, pa recimo temu tudi v obrambne namene, kot teritorijalno obrambo in tako naprej, ker za oboroževanje očitno bo denar. In se bojim, da bo nekdo vzel iz tega našega žakla, ki smo ga bili zdaj deležni. Ko sem prej omenil birokratske in take težave, ne smem pozabiti na to, kar nas je opozoril kolega Aco, župan iz občine Vodice, pa ne vem, če je tukaj, ampak nič hudega, ga imamo v mislih. Jaz pa kot župan občine Log-Dragomer lahko samo povem to, kako, mogoče je sam en primer, kako se mi lotevamo skrbi oziroma prizadevanj za to, da bi bilo naše podeželje čim dlje obljudeno in da bi se še nekako povečalo prebivalstvo na tem področju. Doma smo imeli včasih zbiralnico mleka in v naši vasi je 54-55 ljudi nosilo z domači mleko. Se pravi, toliko je bilo kmetijskega gospodarstva pri nas. Zdaj so 4 kmeti, od tega se pravi 10krat in še več se je zmanjšala zadeva. Tudi ljudi je bilo na tem področju bistveno več. Smo pa tudi ena občina, ki se trudi biti zelo uspešna in prodorna v mreži staranju prijaznih občin in mest, tako da smo prepoznani izven našega okolja, tako tudi države, Evrope in tudi širše. V prihodnosti imamo in se že zdaj resno borimo za to, da bi zmotivirali do izvedbe izvajalce, investitorje, da bi v našem kraju naredili na enem področju, ki smo ga to rezervirali, Srebrno vas. Zraven tega dom z oskrbovanimi stanovanji in zraven drugo leto začnemo graditi dom za upokojence. Zakaj? Želimo čim več stvari pripeljati ljudem domov, ker imajo odpor, da bi se še zdravi, vitalni selili izven svojega okolja v eno hirarnico oziroma v en dom upokojencev, ki je mogoče celo na Hrvaškem. In včeraj sem imel sestanek, kako bi investitorji, v tem primeru Telekom, tam 2 hektarje opremo z enim, recimo temu bom karikiral večkrat, z enimi bungalovi, ki bi imeli nekak status oskrbovanih stanovanj za infrastrukturo, zdravstveno, prehrambeno in tako naprej, ampak to na pragu zdajšnjih hiš. Nekdo se bo mi imamo več kot 10 praznih hiš v naši občini, 300 kvadratnih metrov, ljudje so vse povsod, mladih pa tam notrni. In ti izvajalci oziroma ti investitorji bi želeli vlagati v te hiše, privabiti mlade družine,
znižati zaradi večje ponudbe stanovanj, znižati ceno stanovanj v naši občini za mlade, tako bi ostali 3 generacije lahko skupaj. Starejši še vitalni lahko grejo v Srebrno vas, v oskrbovano stanovanje ali kasneje tudi v domu upokojencev. Infrastruktura od zdravstva do prehrane in tako naprej bi bila skupna in tukaj nas nekako zavezuje oziroma postavlja na ene 4 do 5 hektarov zemljišč. Nekako smo papirnato to že blizu, pridemo pa do situacije, ko trčimo v soglasodajalca, ko oblikujemo preko občinskega prostorskega načrta, se pravi spremembo namembnosti in tukaj trčimo v zadevo, ki je mogoče birokratskega značaja, da bi nekdo rad reševal slovensko kmetijstvo na tistih parih kvadratnih metrih, kjer bi mi pa mogoče videli to, da podeželje krepimo. In mislim, da je tudi priložnost tudi danes in vedno v prihodnosti, da damo nek apel našim odločevalcem, da se postavi za novo, se pravi, če mi hočemo z novimi situacijami, mi imamo zdaj recimo v naši občini 27% ljudi, ki so starejši od 60 let, pomeni nad povprečjem slovenskim in mi moramo dejansko nekaj za njih narediti, drugače bomo izgubili. Izgubili bomo vir enega znanja, izkušenj in seveda potem se naše podeželje tudi po tej plati bo malo razlikovalo od drugih. In če bomo znali z odločevalci na pristojnih ministrstvih znotraj oblikovalcev prostora občinskih oziroma lokalnih skupnosti dobiti skupen prijazen jezik, da ne bo zadeva ostala nekje v birokratskih zavorah, se nam potem za naše podeželje verjetno ni treba posebej bati, ampak imamo v tem primeru lahko tudi svetlo prihodnost za naše zanamce, ki nas pa seveda gledajo, kaj bomo naredili za njih oziroma za celo našo skupnost in verjamem, da tukaj zmoremo. In tukaj apeliram na vas, na nas, na vse, ki tukaj sodelujemo, da poskušamo resnično narediti vse, da bodo sredstva, ki so namenjena do tej zgodbi, še ostala in da bomo dali vse v to, da se tudi glede na to, da se seveda vlade pri nas menjajo, ne glede na to, vlekla je na rdeča nit v tem smislu, da bomo podeželje ohranili tako, kot si ga želimo in kot so nam ga pustili predhodniki. Želim, da se tukaj zelo dobro počutite in upam, da nisem bil predolg. Hvala. Lep pozdrav še v imenu Regionalne razvojne agencije in v imenu vodilnega partnera dveh lastov z naše regije. Bi rekel, da zelo sem vesel, da smo danes tukaj skupaj in zelo sem vesel, da se pravzaprav aktivno v okviru regije pripravljamo na ta podeželski parlament, ker je to ena tema, ki je mogoče zdaj bolj aktualna celo, kot je bila kadarkoli v preteklosti. In če veste, mi smo naša agencija je štartala nekje leta 2000 in takrat prvi logotip, ki smo imeli, je bil malo bolj barvit, je imel del podeželja zarisan, vključno z polji, vključno s traktorjem, to je bil del logotipa. Takrat je bil namen zato, ker kljub imenu, da smo ljubljanska urbana regija, smo želeli poudariti, da je pravzaprav pa velik del naše regije, kljub temu podeželje, smo ena izmed najbolj zelenih regij, tudi v evropskem smislu. Gozdnatost je kljub urbanemu značaju zelo velika tudi v naši regiji in ta konflikt, ki se zdaj kaže med to urbanostjo in ruralnostjo, se ne kaže samo v tem, kar se nam pravzaprav v naravi dogaja, ampak se kaže tudi v razumevanju, kako nas druge regije vidijo. Imamo namreč en velik izziv, da je Ljubljana kot glavno mesto, je največje zaposlitveno, kulturno, politično središče Slovenije. Tukaj se ustvari največji delež BDP-ja v Sloveniji. Po zadnjih podatkih je približno 40% BDP-ja ustvarjenega v ljubljanski urbani regiji in približno 40% vseh podjetij je tudi v ljubljanski urbani regiji, kar pomeni nas in Evropa in celotna Slovenija nas gleda kot najbolj razvito regijo, kjer se cedi ta med in mleko in kjer pravzaprav mi nekih razvojnih pomoči ne potrebujejo, ker je že regija sama po sebi
tako razvita in pri čemer pa ravno podeželje je tisto, ki zaradi tega postaja najbolj prizadeto. Zdaj se, kot je že Miran prej povedal, se oblikuje nova politika že za obdobje 2028-2035, ki prinaša, kot kaže, velike spremembe. Zdaj, informacija je, da bi naj zdaj to, kar so bili prej kmetijski sklad, regionalni sklad, kohezijski skladi, da bi naj zdaj šlo to vse v eno vrečo, pri čemer je že določeno, kakšen delež mora iti za zelene programe, kakšen delež mora biti za obrambo. Določeno je, da se četrtina te celotne vreče mora hraniti za neke nepredvidene situacije in pravzaprav razen te informacije, da lasi naj bi še bili kot obvezna vsebina, nimamo nobenega podatka, kaj to pomeni za podeželje, nimamo nobenega podatka, kaj to pomeni za financiranje v prihodnje, kar nas zelo skrbi. Zdaj, ravno v tem času se dogaja, da te programe obravnava tako Evropski parlament, Združenje regij v Evropi, pri nas je zahodna kohezijska regija, pa dni nazaj obravnavala ta program in zahodna kohezijska regija je ta program in ta predlog Evrope kategorično zavrnila kot neprimeren za nadaljno obravnavo in da je potrebno pravzaprav drugače določiti smeri, zato da se bo točno vedelo tudi, kaj je tisti delež, ki pravzaprav med drugimi vsebinami tudi pri podeželju pripada in koliko tega denarja naj se dejansko nameni za nekih razvoj in izvedbo projektov, ki prihajajo od spodaj navzgor. Las je, kakor jaz vidim, pa se mnogo ukvarjamo z temi vsebinami, ki se financirajo z evropskih sredstev. Las je pravzaprav edini program, kjer se dejansko udejanjajo neki projekti od spodaj navzgor, kjer dejansko ta lokalna skupina oblikuje svojo strategijo in tudi jo oblikuje po svojih potrebah in tudi projekti so pravzaprav dejansko naslavljajo neke potrebe z terena, ker vsi drugi programi so pravzaprav neke vsebine, ki nam jih bodisi ali že pripravi država ali pa narekuje država. In zdaj skozi ta nove spremembe programa bi se lahko zgodilo, da bi pač država se odločila, da je za vsebine, ki so njim pomembne, potrebno nameniti več denarja, za to, kar se pa dogaja na lokalnem nivoju, pa pač se vprašamo potem, kaj potem sploh ostane. Pomembno mogoče je tudi to, kot že rečeno, kot najbolj razvita regija, da nas tudi druge slovenske regije kot take gledajo, hkrati pa je ta pritisk na stanovanja v naši regiji največji. Kot urbana regija so tudi te vsebine, ki se danes obravnavajo kot konflikti v prostoru, se najbolj izražajo. Sam prihajam iz območja Polhograjskih Dolomitov in ko ocenjujemo, kot lovci ocenjujemo škode pri kmetih, dnevno se nam povejo zgodbe, kje so problemi, kje se sprehajajo s psi, kje puščajo pločevinke in vse te stvari. Tako da osebno razumem to problematiko in še bolj razumem to, da če se ne bomo postavili znotraj te priložnosti, ki jo imamo v parlamentu, za to, da se razume, da tudi podeželje v ljubljanski urbani regiji ima svoje potrebe, se bojimo, da nas bo druge regije še bolj tlačili v zadje. Tako da želim danes prijetno delo, želim, da se oblikuje neka skupna politika, kako pravzaprav v tem podeželskem parlamentu nastopati in katere vsebine zastopati in da se tudi oblikujejo neki sklepi, da se ne pozabi tudi razvojne potrebe podeželja ljubljanske urbane regije. Hvala. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Društva za razvoj slovenskega podeželja. Jaz sem Primož, član upravnega odbora, prihajam drugače iz okolice Celja in sem tudi seznanjen s to problematiko razvoja podeželja. Zadnjih 15 let je to moje delo. Želim vas pozdraviti v imenu društva in se vsem zahvaliti za udeležbo. Naloga društva, ki že več kot 20 let deluje na področju razvoja podeželja, se mi zdi, da je vsako leto bolj pestra. Župan in predstavnik razvojne agencije sta zelo dobro opisala stanje na podeželju, skoraj nimam kaj za dodati. Bi pa vseeno mogoče malo osvetljiv ta namen teh parlamentov, namreč parlament si vsi predstavljamo državni zbor in ostale inštitucije,
kjer pač politiki upravljajo svojo nalogo. V bistvu pa parlament pomeni možnost govorjenja. In zdaj, seveda vsi danes ne boste imeli možnosti stati za tole govornico, ampak boste lahko na delavnicah izrazili svoje mnenje. LASI in pa vsem podporna skupina strokovnjakov na vseh 9 srečanjih, kolikor jih bo zdaj v Sloveniji, takšnih regionalnih, pa bodo potem te podatke, te vaše ideje, težave na nek skupen način poskušali orisati in društvo bo seveda poskušalo skrbeti, da to prenesemo tudi do odločevalcev. Zdaj je pač en tak čas, ko se že pogovarjamo o obdobju po letu 2027, kljub temu, da smo komaj dobro začeli s projekti v tem programskem obdobju. Drugač pa ideja parlamentov ni čisto nova, že več kot 35 let nazaj so na Švedskem to pobudo začeli izvajati, namreč tam so na podeželju res zelo redko poseljeni in nimajo možnosti ljudje, takrat niti ni bilo še telekomunikacij in so se večkrat želeli pogovoriti, in tako nastal ta podeželski parlament. Zdaj mislim, da nekje v 17 državah v Evropi to izvajamo, v Sloveniji je zdaj že programu dela za drugo leto 6. In ponovadi so bilo to 1- ali 2-dnevna srečanja, kjer so pač soorganizatorji poleg našega društva pač nekako pripravljali tudi vsebino. Zdaj, v zadnje čase je ta vsebinska regulativa postala zelo močna in smo se v društvu odločili, glede na to, da je v našem društvu 36 lokalnih akcijskih skupin, kjer imamo zelo dobre odnose s terenom, se pravi, imamo res podatke, kaj se na terenu dogaja in ugotavljamo, da včasih tisto, kar nam ljudje na terenu poveste, ni isto, kot slišimo po televiziji ali pa v teh državnih inštitucijah, ker se kaj se dogaja, ne samo pri nas, v celi Evropi se dogaja, da ta prenos informacij malo šepa. Mi smo zelo dobri evropske direktive prenesli v slovensko zakonodajo in potem naši organi to prenesejo na nas, ki pač izvajamo, agencije, glasi, kakoli. In potem, ko mi te povratne informacije dajemo, pa vredno tudi pri svojem delu, se pa včasih zgodi, da nam mogoče ne pride na pravi naslov. In to je naloga parlamenta, namreč, da mi poskušamo o realnih, trenutnih težavah, ki imate ljudje, ki živite na podeželju, razpravljati tudi na višjem nivoju. Upam, da nam bo to uspelo. Jaz bi se poleg glasom, ki ste organizirali ta dogodek, posebej zahvalil tudi strokovnjakom, nekateri ste tudi člani društva, ki ste podprli tole z demografskimi podatki in s celim postopkom. 2 tedna nazaj smo bili nekateri tudi na Evropskem podeželskem parlamentu, na Škotskem, moram vam povedati, 400 udeležencev, smo bili na 400 držav, nobenih posebnih drugih vsebin ne izpostavljajo kot tu pri nas, se pravi, ne glede na, da gremo na Škotsko, Švedsko, Španijo, Slovenijo, Romunijo, so različne razmere, različni demografski podatki, ampak ljudje imajo posod bolj ali manj podobne težave. Zato je to, da si gremo kam kaj pogledati, nekako pomnik, da moramo kar doma stvari reševati, da ne bo noben prišel in kaj namesto nas naredil. Mogoče samo še to omenim, da bo Slovenski podeželski parlament 6. po vrsti drugo leto 11. in 12. junija. Lokacijo zdaj še zbiramo, boste seveda vabljeni tja. Vsebine sem že omenil, da bomo poskušali tam predstaviti, tudi organom, ki bodo takrat ministrici in ostalim. Mogoče bo še samo par besed o tem obdobju po letu 2028, tudi naše društvo je prek različnih evropskih organizacij močno vpeto, predvsem v pretok informacij, kaj se dogaja. Zdaj, predhodna govornika sta zelo dobro opisala stanje, mogoče samo povem, da bo naše društvo 5. decembra imeli dogodek za LASE, kjer bomo nakratko predstavili trenutno situacijo, potem skupaj poskušali odločiti, kakšna bo naša nadaljna vloga, naloga. Upam, da bomo uspeli predstaviti našim